Tanja, najlepša hvala za besedo. Predala si mi kar težko nalogo, upam, da se bom odrezala. Začela bom pa kot vsaka spodobna vedeževalka oziroma po domače šlogarica z eno preambulo. Seveda, da vse, kar vam bom danes povedala, lahko, da ne bo res. Lahko pa bo. Tako da se bomo vsi skupaj pustili presenetiti. Potrudila se pa bom po najboljših močeh, predvsem na podlagi 21-letnih izkušenj, da vidim, kaj in kako nas čaka v prihodnosti. Ob tem bi rada izpostavila, da tekom moje prezentacije naslavljam pretežno področje izobraževanja in usposabljanja, medtem ko področje mladine, ki je v pristojnosti druge nacionalne agencije, nisem naslovila. Kaj nas torej čaka v prihodnosti? Globalni namen prihodnjega programa, katerega ime mimogrede še ni določeno, ali bo plus ali ne bo plus, če boste 2 plusa ali pa kaj čisto tretjega, tudi to je ena od skrivnosti prihodnosti, a namen ostaja skoraj nespremenjen. Skozi posameznika prispevati k vzdržni rasti in boljši socialni koheziji ter močni evropski identiteti. Posameznika naslavljamo skozi izobraževanje, skozi osebni razvoj, tudi skozi aktivnosti, ki niso vezane na sam sistem, aktivnosti dela z mladimi in športom. Na ta način z zrelimi posamezniki, inovativnimi, kreativnimi, želimo boljšo Evropo jutri. Globalni namen skriva za vsako področje nekaj specifičnega, vseeno je logika delovanja povsod enaka. Spodbujati učno, neformalno mobilnost posameznika, a skozi to tudi sodelovanje, vključevanje, odličnost, kreativnost in inovativnost na nivoju organizacij ter politik posameznega področja. Ker ne bomo danes naslavljali posameznih področij izobraževanja, bi vam želela predstaviti ključne prednostne naloge, ki jih bodo zasledovale aktivnosti na vseh področjih. Ne gre pa le za tematike, ki jih pričakujemo znotraj projektov, tudi sam program bo v svojem načinu delovanja in izvajanja deloval v smeri teh prednostnih nalog. Na prvem mestu in še vedno kot ena tistih osrednjih izzivov, ki jih naslavljamo, je ključna prednostna naloga zagotavljanja enakih možnosti in dostopa, vključenosti, raznolikosti in pravičnosti v vseh aktivnostih. V ta namen je bila pripravljena tudi Evropska strategija vključenosti in raznolikosti, ki bo naslovila ovire, s katerimi se srečujejo različne skupine tekom vključevanja v aktivnosti, tako v Evropi kot tudi širše. Program se bo trudil tudi bistveno doprinesti ključnim področjem evropske trajnostne rasti in kohezije. To so na primer digitalne spretnosti, klimatske spremembe, čista energija, umetna inteligenca, kreativnost. In kako menimo, da bo program lahko doprinesel? Seveda z vzpodbujanjem inovativnosti in zmanjševanjem razkoraka med znanjem, spretnostmi in kompetencami potrebnimi za rast. Med drugim naj bi to dosegli z obširnejšo rabo informacijsko-komunikacijskih orodij, kombinacijo fizične mobilnosti z virtualnim učenjem ter z vzpodbujanjem virtualnega sodelovanja med organizacijami. V ta namen pa seveda vsi, tako od izvajalcev, učiteljev, vzgojiteljev, kot tudi na drugi strani do učečih se, potrebujemo vedno boljše spretnosti za uporabo in izvajanje učnega procesa s pomočjo digitalnih orodij. Med ključnimi točkami je tudi pomemben vidik aktivnega državljanstva. Zaznana je bila nizka ozaveščenost o evropskih zadevah, ki vplivajo na kakovost življenja državljanov. Za dvig tega bo program negoval razvoj socialnih in medkulturnih kompetenc, kritičnega mišljenja in danes vse potrebne medijske pismenosti.
In še zadnja od 4 enako pomembnih ključnih prednostnih nalog je vključevanje tako imenovanih zelenih praks v projekte. Pri vseh aktivnostih se bodo morali zasledovati okoljsko prijazni pristopi in načini dela, kar bo samo po sebi vzpodbudilo pogovor in učenje o okoljskih vprašanjih. Zdaj pa še nekaj ključnih značilnosti, ki jih verjetno vsi tisti, ki ste z nami že sodelovali, poznate, pa vseeno bi jih želela izpostaviti tudi iz naslova, da bodo veljale v novem programskem obdobju, pa tudi zaradi tega, ker so to tematike, ki smo jih danes že večkrat omenili in bodo ostale pomembne tudi v prihodnosti. Na prvem mestu program želi svoje aktivnosti načrtovati in izvajati na način, da zagotavlja zaščito, zdravje in varnost udeležencev. V tem tiči tisti ključni razlog, zakaj se fizičen posameznik ne more prijaviti v program, kajti sam po sebi težko zagotovi vse tisto, kar želimo v smeri zagotavljanja kakovosti zagotoviti. Zato ostaja nosilna vloga vseh aktivnosti na strani organizacij. Na drugem mestu večjezičnost kot eden temeljnih kamnov evropskih projektov. Četudi smo opazili, da tematika kot taka ni več tako zanimiva, saj znanje tujih jezikov bolj kot ne naš vsakdan, ostaja želja, da bi vsak državljan imel možnost pridobiti znanje 2 tujih jezikov že od najzgodnejšega obdobja dalje. Program vključuje zelo močno dimenzijo sodelovanja s tako imenovanimi tretjimi državami. Velikokrat se pri mednarodni dimenziji zmedemo, ker pod to razumemo sodelovanje Slovenije z drugimi državami. Z vidika programa pomeni mednarodno sodelovanje nas z neevropskimi državami. Poudarek je tako na sodelovanju z industrijsko razvitimi, kakor tudi z manj razvitimi državami. Torej se skozi te aktivnosti učimo in tudi učimo druge. Za boljšo učinkovitost in olajšano prehajanje so bila razvita različna orodja medsebojnega prepoznavanja in priznavanja. Ta točka ostaja pomembna tudi v prihodnosti, zato se bo še naprej vzpodbujala uporaba teh že razvitih orodij, prav tako se bo nadaljeval razvoj teh orodij tudi v prihodnosti. Ne nazadnje, vsi, ki delate s CMEPIUS-om, ste verjetno v zadnjih letih opazili, da smo vedno bolj poudarjali širjenje projektnih rezultatov in pa seveda zasledovanje čim večjih učinkov projektnih aktivnosti. To ostaja še vedno ključna točka programa, saj želimo z razpoložljivimi sredstvi doseči največ, kar lahko. Vsi potencialni prijavitelji, ki želijo pridobiti sredstva iz programa, bodo morali že v sami vlogi in seveda potem tudi tekom izvajanja projekta izkazati dovolj zanesljiv načrt širjenja rezultatov in raznih aktivnosti znotraj projekta, ki morajo segati tudi v čas po zaključku. Skladno s tem, da želimo dostopne rezultate, ki lahko dosežejo učinke tudi širše izven samo udeleženih, je zahteva po odprtem dostopu do izobraževalnih gradiv, kakor tudi želja in ambicija po odprtem dostopu rezultatov raziskav in seveda tudi podatkovnih baz, na podlagi katerih so raziskave do svojih ugotovitev prišle. Te ključne značilnosti bodo iskane v vsakem od projektov, zato je fino, če prijavitelji v svojem razmišljanju in pripravi projektov greste skozi te ključne značilnosti in pogledate, kako jih vaš konkretni projekt lahko tudi naslovi oziroma uresničuje. Zdaj pa tisto malo bolj zanimivo, kar vas dejansko najbolj zanima. Kaj pa struktura novega programa? No, zdaj ne vem, ali je to vesela novica ali pa boste razočarani, namreč v sami strukturi ne bo prišlo do bistvene novitete. Projekti in aktivnosti so grupirani tako, kot smo vajeni, in sicer v ključnem ukrepu 1 projekti mobilnosti posameznikov, v ključnem ukrepu 2 projekti sodelovanja za inovacije in izmenjavo praks, v ključnem ukrepu 3 pa aktivnosti,
ki podpirajo razvoj politik. Horizontalno ostaja centralizirana aktivnost Jean Monnet, ki pa bo ponudila možnost sodelovanja ne samo institucijam terciarnega izobraževanja, ampak tudi organizacijam iz ostalih področij. Tako kot ostaja stara struktura, ostaja stara tudi struktura, kdo izvaja aktivnosti, in sicer bomo na CMEPIUS-u kot na Nacionalni agenciji še vedno skrbeli za večino projektov mobilnosti in pa za določen del projektov sodelovanja za inovacije in izmenjavo praks. Pa poglejmo zdaj na kratko, kako bo s strukturo in kaj so novosti znotraj posameznih ključnih ukrepov. Pri mobilnosti posameznikov kakšne revolucije ni, razen da je način delovanja s pridobitvijo akreditacije, torej neke vrste vstopnice v program, možna sedaj na vseh področjih, ne samo na terciarnem izobraževanju. To pomeni, da bodo organizacije, ki želijo dolgotrajno in strateško sodelovati in uporabljati mobilnost kot eno od orodij internacionalizacije, pridobile akreditacijo ob samem začetku programa. Akreditacija bo trajala do konca programskega obdobja, omogočala pa bo olajšan dostop do sredstev za izvajanje mobilnosti posameznikov. In to je tudi prva aktivnost, ki je v bistvu že razpisana, ne glede na to, da sam program, njegova struktura in podrobnejša pravila še niso sprejeta. Razpis najdete na naših spletnih straneh. Na koncu vam bomo pokazali, kje vse podrobnosti najdete. Druga novost pa je nekoliko spremenjena struktura ključnega ukrepa 2. Ključni ukrep 2 je grupiran v 5 skupin projektov. Partnerstva za sodelovanje so najbližje sedanjim strateškim partnerstvom, potem so tu partnerstva za odličnost, kamor so med drugim uvrščene Evropske univerze, partnerstva za inovacije, kamor bodo na primer uvrščene koalicije znanja in spretnosti, potem je tukaj skupina neprofitnih športnih dogodkov in zadnja skupina so tako imenovane spletne platforme, kjer poznamo e-twinning, e-pale in tudi platformo za šolsko izobraževanje. Kot sem omenila, partnerstva za sodelovanje so najbližje sedanjim strateškim partnerstvom in ta ostanejo v domeni nacionalne agencije, torej vsake države posebej. Ker vas verjamem, da to najbolj zanima, si poglejmo strukturo znotraj te skupine projektov, ki bodo vodeni decentralizirano s strani nacionalne agencije. Možno bo prijaviti 2 tipa projektov, in sicer partnerstva za sodelovanje in pa mala partnerstva. Partnerstva za sodelovanje so nekoliko večji projekti, najbolj podobni sedanjim strateškim partnerstvom za inovacije. Minimalno morajo sodelovati 3 organizacije iz 3 programskih držav, trajajo pa lahko 12 do 36 mesecev. Novost pa so mala partnerstva, kjer je dovolj sodelovanje 2 organizacij iz 2 programskih držav, ti projekti pa bodo lahko trajali od 6 do 24 mesecev. Žal, kaj več podrobnega o upravičenih aktivnostih ali obsegu in načinu sofinanciranja ne moremo predstaviti, ker je to še stvar dogovarjanja in bo več podrobnosti znano, ko bo seveda programski vodnik dokončan in potrjen. Zdaj pa tisto ključno vprašanje, ki vas verjetno, tako kot nas, najbolj zanima. Kdaj? Danes smo 14. septembra. Poziv za akreditacije je objavljen že od maja. Vsi čakamo, kdaj bo nov program sprejet, kako se bo imenoval, kakšne bodo akcije, kdaj bodo prvi razpisi na voljo. Lahko vam povem, da ta trenutek so se zopet intenzivirala pogajanja med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in državami članicami v smeri zaključka tega procesa. In vsi si želimo, da bi bil ta proces dokončan čim prej. Zaradi tega, ker so stvari še tako negotove, pričakujemo, da se bo program v naslednjem letu izvajal na tak način in v takem obsegu, kot je bilo v zadnjem razpisu sedanje generacije, zaradi tega, ker če bo sprejem programa zelo pozen, šele tekom decembra,
bo nemogoče pripraviti vsa pravila in vse podporne mehanizme za novitete. Kje pa bodo najprej objavljene informacije? Seveda so najbolj zanesljiv vir ažurnih informacij naše spletne strani. Pobrskate lahko med našimi novicami, potem spremljate spletno podstran z razpisi in pa seveda najbolj ažurno pa je, če nas posledite na Facebooku in drugih socialnih omrežjih ter se javite na naše mesečne e-novičke. Nadvse si želimo in upamo, da bi čim prej prišla ta novica, da je program sprejet in vas bomo lahko povabili tudi na naše informativne dneve. Ne glede na vse, pa seveda velja. Vse se menja in spreminja. Le, jaz bom kar tako rekla, naš Erasmus+, ki sicer ni mus, pomaga pa.